Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu novic. Začenjamo ga v Beli krajini. Med drugo svetovno vojno 31. marca 1945 je v Gornjem Suhorju pri Vinici strmoglavil britanski bombnik, ponesrečencem pa so pomagali domačini. Tako se je začelo slovensko-britansko prijateljstvo, ki so ga s slovesnostjo obeležili v ponedeljek. Od leta 2018 je na mestu strmoglavljenega bombnika B-24 postavljena spominska plošča zavezniškim članom posadke. Na njih se je spomnil tudi slavnostni govornik. Pogumni britanski piloti, pogumni zavezniški vojaki so nam priborili tudi svobodo v Evropi in 8. maja je bila druga svetovna vojna končno končana. Naj živi britansko-slovensko prijateljstvo, naj živi Republika Slovenija. Vojna je žalosten dogodek, ki pa na drugi strani izpriča eno veliko prijateljstvo, če se zgodi tak dogodek, kot se je tukaj. In jaz mislim, da to ostane zavedno in tem ljudem v Gornjem Suhorju pri Vinici je ta dogodek se res vtisnil v srce, v spomin. I love this place. It's a village, it's a community, and you talk to people. So it's a lovely moment for friendship between our peoples as well as between our governments. So it is a little bit sentimental. And as I say, there is this sort of sadness that we are talking about the war in the Second World War, but also we have war still in Europe, in Ukraine. So there are lots of mixed feelings. Za veleposlanico je bil dogodek še toliko bolj čustven, saj končuje z mandatom in je bil to njen zadnji. Tako je izbranim podarila posebna darila. Well, I wanted to thank people. There's their hospitality and their friendship over the years has been amazing. Through COVID times, through some bad weather when it's been rainy here. So it's been many years of friendship and I wanted to thank people for everything they have done. Marele, ki sem jo dobil od veleposlanice, upam, da je ne bom ga več rabo, ker zdaj smo res bili 3-4 leta, je bilo slabo vreme in smo pod marelami vedrili tukaj. Danes nas je presenetilo lepo vreme in upam, da bo ta dežnik stal samo kot spomin. Slovesnost so s pesmijo in deklamacijo kulturno obogatili učenci osnovne šole Dragatuš in celo dudar vojaškega orkestra škotskega kraljevega polka. 5. maj je Mednarodni dan babištva, ki je bil letos usmerjen v krepitev tega poklica. Svoj praznik so v enem izmed novomeških nakupovalnih središč obeležile babice iz novomeške porodnišnice. Na stojnici so predstavljale svoje delo in vizijo za prihodnost. V novomeški porodnišnici je trenutno 17 diplomiranih babic, ki delajo na različnih področjih. Predvsem v babiški ambulanti, sprejemnih ambulantah in ginekološkem dispanzerju. Potem delujemo v porodni sobi, na poporodnem oddelku, ginekološki oddelek. Potem babice sodelujemo tudi v šoli za starše na pripravi za starševstvo. Izzivi v tem poklicu so izjemni, dodaja. Sama je v novomeški bolnišnici zaposlena že 20 let. Babica, ki deluje v porodni sobi, mora imeti zelo velik obseg znanja, izkušenj. Izkušnje so res dragocene in tudi, ko enkrat ta mlada babica postane sama mama, je delo še bolj čustveno izrazito. Skoraj 5 let pa v porodnem bloku dela Anka Kralj, ki pri svojem delu izpostavlja velik pomen odprte komunikacije z bodočimi mamicami. Najlepši del službe pa je seveda, ko se rodi novo življenje. Ko lahko vidimo, ko prvič starši postanejo starši, ko prvič vidijo svojega otroka in pač je dejansko tudi privilegij, da mi lahko delamo to vsak dan, da lahko rečemo, da je to naša služba. Babicam bi rade odprle več vrat in presegle ozko mišljenje, da gre za osebe, ki so prisotne le pri porodu. In že v bistvu pri nas skušamo uvesti babiško ambulanto, torej da se gospe res srečajo z babico pri pregledih med nosečnostjo. Hkrati pa delamo tudi ne samo torej v ambulanti, porodnem bloku, ampak delamo tudi na oddelku, kjer nudimo svojo babiško nego tudi tam. Nasmejane mlade babice so danes svojo srčnost dokazale tudi s tem,
da so za obiskovalce spekle laktacijske piškote, s katerimi so opozarjale na pomen dojenja. V sredo se je začel teden Rdečega križa, teden, ko toliko bolj izpostavljamo pomen prostovoljstva in humanosti. Po vsej državi se vrstijo številne aktivnosti in dogodki, tudi v metliški občini. Poseben teden so začeli v gasilskem domu Suhor s preventivno akcijo Tik-tak, kjer so izvajali brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi in holesterola. To je super akcija. Treba se udeležiti. V redu, priporočam vsakemu. Pri meni je vse v redu, hvala Bogu, za moje leta. Preventiva. Mislim, ljudi morda ne bi prišli v ambulanto, toliko pogosto ne, ampak take zadeve, take akcije so dobre. V naslednjih dneh bodo v vrtcu najmlajšim na njim primeren način približali pomen prve pomoči, izvedli bodo dan za preventivo in tudi kviz mladih članov Rdečega križa, v katerem se bodo pomerili šolarji 4 osnovnih šol. Zanimivo bo tudi v soboto. Imamo regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in pa civilne zaščite. Tukaj bo tekmovalo oziroma preverjalo svoje znanje 12 ekip, kateri bojo mogli oskrbeti najmanj 16 poškodovancev. Tekmovanje se bo izvajalo po celi mestu Metlika. Teden Rdečega križa je tudi teden hvaležnosti. Res smo ponosni, da imamo tako število prostovoljcev in tako močno odzivno mrežo pomoči na terenu, katero lahko v vsakem momentu nekako spremljamo stiske in težave ljudi in pa potrebe, ki sigurno so med ljudmi. Da ljudi vidijo, da je lepo, da se priključijo, tudi ni važno na leta starosti, znači vsak lahko prispeva, koliko more. Tako da, evo, naj bo to en apel, ne. Metliški prostovoljci se bodo zadnji dan v maju ob kavi družili z oskrbovanci doma starejših občanov, 3. junija pa bo druga letošnja krvodajalska akcija. V ponedeljek pa se je začel Krkin teden humanosti in prostovoljstva. V jubilejnem letu Krkini prostovoljci skozi različne dobrodelne dogodke združujejo moči že 11. Petkovo sončno dopoldne so preživeli v družbi varovancev Varstveno-delovnega centra Novo mesto. Obiskali smo jih v Češči vasi. V konjeniškem šolskem športnem centru so se krkaši družili z osebami s posebnimi potrebami na pikniku, a ta ni obsegal le uživanja v dobrotah žara. Poleg tega danes bodo tudi jahali, tekmovanje bo z igrami z žogo, česali bodo konje, se sprehodili po konjeniškem klubu in predvsem druženje je v osrednjem pomenu. Krkaši so varovance lani popeljali v kino, že sicer pa sodelujejo že vrsto let. Osebno sem vpeta v smislu, da imam brata s cerebralno paralizo, moj največji prijatelj že od majhnega. Se rada družba, tako da pa posledično z tega vidika imam tudi nove prijatelje. Letos sem prvič se družim z VDC-jem. Občutki so krasni, je en kup zadovoljnih, nasmejanih obrazov in to je ta naš namen. Ki ga udejanjajo že 11. leto. Si se veselil tega dne? Itak. Imaš rad druženje s prijatelji? Itak, absolutno. Se večkrat družite takole? Se. Prvič se mi zdi družba zelo zabavna, da imaš veselje. Drugi se mi pa zdi družba zato, ker sem tudi tle delal. Danes je na pikniku kar lepo. Imate družbo? Družbo in prijatelji. Dele bomo malo se podprla, bomo šla pa prijesati. S kom se družite tukaj? S krkaši. Ste se že večkrat, ne? Ja. Tokratno druženje so popestrili s harmoniko, plesom in petjem. Spoznaš še z drugimi krkaškimi delavci, poveseli se, na harmoniko pa malo tudi zaigral. Ustanovili smo ansambl Žiga Zareta, konec meseca bomo na Kongresnem trgu na festivalu Igraj se z mano, na ta velikem odru nastopali. Že zdaj pa so poskrbeli za Prešerno vzdušje.
Cicidan je svojstven praznik novomeškega vrtca Ciciban, ki danes združuje že več kot 660 otrok. Cicidan, ki so ga priredili že šestič, je na veliki travnik za kmetijsko šolo na Bajnofu pritegnil veliko število otrok in njihovih staršev. Za otroke, ki so prišli na Cicidan, so pripravili veliko športnih izzivov. Naprej sem tekla v stoliže, polej sem šla metati stoliže, ta plave v ene luknje, pol sem šla smučke, pol sem se šla pa slikati. Da sem nekaj narisal, da sem šel kol stožcev, pa še tretjo, ne vem zakaj. Na obliki sem delala pri skakanju vreč, pri nosenju jajca, da se lahko igram s prijatelji. Nad odzivom otrok in staršev so zaposleni v vrtcu vedno navdušeni. Naš Cicidan smo organizirali kot športno gibalni dan, dan našega vrtca. To pa zato, da damo poudarek osnovnemu, kar nas v življenju pravzaprav vodi. Gibanje na vseh področjih. Da so v vrtcu tudi trajnostno naravnani, govori dejstvo, da je bila vsaka od 20 postaj narejena oziroma oblikovana iz naravnih materialov. Naša prireditev Cicidan je namenjena gibanju, ne pa tekmovanju. Tukaj ne tekmujemo drug z drugim, tukaj tekmujemo samo sami sabo in vsi smo zmagovalci. Na koncu je vsak otrok prejel leseno medaljo, ki ga bo zavedno spominjala na Cicidan. Društvo Šola zdravja, katerega člani so vsepovsod prepoznavni po svoji živahni oranžni barvi, praznuje 10 let jutranje telovadbe v mestni občini Novo mesto. Danes več kot 300 članov telovadi vsako jutro od ponedeljka do petka na 14 lokacijah v 12 krajevnih skupnostih. Zametek današnje jutranje telovadbe in širitev na današnjih 14 lokacij v občini sega v začetek leta 2014, ko se je 5 prijateljic in znank odločilo, da bo tudi v Novem mestu vsaj ena skupina jutranje telovadbe. In mi smo že takrat v prvem letu, v bistvu jeseni, septembra, smo imeli 70 članov. Pa ne zato, ker smo bile mi tako aktivne. Mi smo samo obvestile prijateljice, prijatelje, sosede, da naj se nam pridruži, ampak takrat je Novo mesto potrebovalo tako telovadbo. Šola zdravja je velika organizacija. Začela se je tam neuradno leta 2006 v Piranu, in kasneje 2009 smo bili tudi uradno ustanovljeni. Danes, leta 2024, ima naše društvo čez 5200 članov, čez 250 skupin širom cele Slovenije. Jutranja telovadba naredi dan res lepši, je prepričan Adolf Zupan, ki je član novomeškega društva že 10 let. Imamo pa en problem. V 14 razredih, 14 skupinah je zelo malo sošolcev in jaz bi pozval, mogoče jih je kakšne 10%, da se več moških vključi, bojo videli, kako je to lepo med nami. Med člani skupin so se spletla iskrena prijateljstva. In ravno tako pomembno kot telovadba je druženje po telovadbi. Z obema oblikama mi vzdržujemo pravzaprav socialne stike, ki so v našem tretjem življenjskem obdobju zelo pomembne. Njihov cilj je, da v vsaki krajevni skupnosti novomeške občine zaživi vsaj ena skupina jutranje telovadbe Šole zdravja. Pred začetkom poletne sezone so v Brežicah pripravili predstavitveni dogodek, na katerem so udeleženci preizkusili svoje znanje iz prve pomoči, se prepričali, kako nevarna je vožnja pod vplivom alkohola, preverili pa so lahko tudi svojo krvno skupino.
Dogodek je pripravilo podjetje, ki tudi sicer skrbi za brezhibnost vozil v sodelovanju s tamkajšnjo policijsko postajo, območnim združenjem Rdečega križa in bodočimi zdravstvenimi delavci. Bil je lepo obiskan. Zato predvsem, ker je dobrodelne narave, ker je družbeno odgovoren dogodek, ker se trudimo, da poleg dejavnosti, ki jo opravljamo, osveščamo ljudi, kaj vpliva vse poleg pregleda tehničnega vozila in registracije vozila, je potrebno, da smo tudi osveščeni, kaj se lahko v prometu zgodi. Kot družbeno odgovorno podjetje so tako pred 2 letoma podpisali vseživljenjsko pogodbo z Rdečim križem Slovenije o medsebojnem sodelovanju. Danes in prav obeležujemo obletnico tega in smo izbrali novo zadnjo enoto, 31. v naši skupini Brežice. Poleg smo povabili tudi policiste, kjer preverimo tudi, kako delujemo, če smo utrujeni, če smo pod vplivom alkohola, kako to vpliva na vožnjo v prometu in posledično, kaj se lahko zgodi. Policija se sicer udeležuje številnih preventivnih dogodkov po celotni državi. Tega dogodka pa smo se udeležili zaradi tega, ker želimo ljudi osvestiti o potrebnosti udeležbe na krvodajalskih akcijah. Prav tako pa jih tudi želimo osvestiti o tem, kako je nevarno voziti v cestnem prometu motorna vozila pod vplivom alkohola in kako je pomembno voziti v cestnem prometu tehnično izpravna vozila. S tovrstnim sodelovanjem se želijo občanom približati tudi na Rdečem križu Slovenije. Glede na razne nesreče, ki se pojavljajo, saj smo priča od naravnih nesreč do prometnih nesreč in vseh ostalih, in je zelo pomembno, da ljudje ozavestimo, kako v takem primeru ravnati, kako odreagirati in kako se odzvati na takšne okoliščine. Da ni pretirane panike. V ta namen so medse povabili tudi bodoče medicinske delavce. Mi smo bili naprošeni za sodelovanje z Rdečim križem, da v bistvu predstavimo temeljne postopke oživljanja, se pravi, kako pristopiti nekomu, ki pač nemočno leži na tleh. Naši dijaki so predstavili temeljne postopke oživljanja, pa tudi uporabo defibrilatorja. Vsi sodelujoči so si bili enotni, kako je za varno udeležbo v cestnem prometu pomembna brezhibnost tako vozil kot voznikov. Včeraj je bilo v Drašči vasi, ki leži na obrobju občine Žužemberk, praznično. 5. povezovalni dogodek projekta Krka zelena žila do srca, ki ga pripravljajo mentorji in učenci osnovnih šol ležečih ob Dolenjski Lepotici, je bil v znamenju 90. rojstnega dneva pisateljice Ivanke Mestnik. Prav njej in njenim delom je bila tokrat namenjena vsa pozornost. Ob koncu dogodka je bila skoraj povsem skrita za šopki in drugimi pozornostmi. To je neverjetno. Če bi mi kdo rekel, da bom dočakala ta leta veliko smešno. Nisem bila nikoli zdrava, ampak trba stopa. Njen duh, njena misel, ki jo izreče tudi danes, je še zmeraj čista, jasna, močna, tako da ji želim, da bi še naslednje dni, mesece, leta, da je glava bistra in je potem z njo tudi seveda lepo klepetati. Tokratni program so pripravili učenci žužemberške podružnične šole Šmihel ter osnovnih šol Zagradec, Center in Dolenjske Toplice. Radi nastopajo, radi poustvarjajo tudi Ivankine zgodbe. Nekatere zgodbe so samo izhodišče za lastno ustvarjanje, nekatere pa dramatizirajo v originalni obliki. Sem zadovoljna in vesela, da moja misel živi in se tako lepo neguje. Odnos do domačega, do jezika. In sploh je bil čudovit program. Jaz sem pa ponosna najno, ki je tukaj napisala lepih stvari in ljudje imajo to radi. Vidim, da ne gre v pozabo branje pa pisanje pa tako, ampak da ljudje uživajo. Poleg užitkov ob branju in odkrivanju besed pisateljice, ki se pogumno bori s Parkinsonovo boleznijo, je namen dogodka predvsem povezovanje. Ob njeni knjigi Krka zelena žila do srca
je bila dana pobuda, da bi se ljudje živeči ob reki Krki vsaj enkrat na leto združevali, se spoznavali, si izmenjali izkušnje. Žal je potem ostalo to sem na šolskem nivoju. To pa se morda v prihodnje spremeni, saj smo skupaj v vseh pogledih močnejši. Belokranjsko gobarsko društvo pa je v torek povabilo na prvi gobarski večer. Pripravili so strokovno predavanje o zdravilnih učinkih gob, marsikatere rastejo tudi v naših gozdovih. Gobe vsebujejo veliko rudnin, vitaminov in aminokislin, manj znane pa so njihove zdravilne lastnosti. Znanje o tem je podajal Andrej Gregorij, biotehnolog, raziskovalec in podjetnik z dolgoletnimi izkušnjami na področju uporabnosti gob za prehrano in zdravje. Predstavil sem dejansko zdravilne učinke gliv različnih, se pravi načine, s katerimi se ljudje dejansko lahko pomagajo z snovmi, ki jih glive vsebujejo, da si pomagajo dejansko olajšati svoje bolezenske težave, recimo izboljšati kakovost življenja. Pisana ploskocevka, gobe šitake, glavaci, svetlikava ploščenka so le nekatere zdravilne gobe. Njihovo uživanje kot prehrambno dopolnilo, tinktura ali čaj ima med drugim protirakave učinke, aktivira imunski sistem, blaži stranske učinke obsevanj in kemoterapije. Jaz osebno sem slišala precej novih stvari in uporabnih tudi. Vidimo, da so zdravilne gobe že tisočletja se uporabljala in v zadnjem času vse bolj pridobivajo tudi ta medicinski pomen. Me pa izredno zanima ta zdravilni učinki gob, tako da sem res veseljem poslušala in bom zdaj gotovo bolj pozorna v naravi, da bom te gobe bolj opazila in jih tudi mogoče, da mi jih pomagajo determinirati in tudi mogoče začela kaj uporabljati. Sprehod po gozdu in nekaj znanja lahko vsakemu izboljša imunski sistem ali olajša življenje. Najbolj popularna vrsta je zdaj, se pravi, resasti bradovec, ki ga uporabljajo za regeneracijo živcev, se pravi predvsem starejše osebe z nevrodegenerativnimi obolenji, se pravi demenco, Alzheimerjo, multiplo sklerozo, poškodbami živcev recimo. Gregorij pa si želi in se bori za večji posluh ter sodelovanje medicine na tem področju. Minulo soboto je bil god svetega Florjana, ob tem pa tudi mednarodni dan gasilcev. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Šentvid pri Stični so v nedeljo v Velikih Češnicah pripravili povorko in tradicionalno mašo ter se tako priporočili svojemu zavetniku. Tako se je odvila že 20. slavnostna povorka gasilskih uniform k zaščitniku svetemu Florjanu do cerkve Svete Ane, kjer je bila maša na prostem. To povorko se udeležuje 6 društev, PGD Sobrače, PGD Temenca, PGD Radahovas, PGD Dob, PGD Hrastov dol ter PGD Šentvid pri Stični. Vse skupaj smo sektor Šentvid. Z nami več let že nastopa godba Vodice v povorki ter narodne noše. Udeležba je bila številna. Manjša cerkev je bila v zadnjih 15 letih lepo obnovljena. Ob 3 oltarjih so uredili tudi zunanjost in ostrešje. Nam je zaupal vaščan Velikih Češnic, gasilec in ključar Jože Anžlovar. Smo še pa zamenjali toren in oblekli iz bakrom. Obenim smo pa še za toren, gor za zvonovim, naredili na nov stopnice. Vsi zbrani so se tako še za 1 leto priporočili svetemu Florjanu za blagoslov in varstvo. V zavodu Novo mesto dajejo vse večji poudarek lastni produkciji. Tako bo v torek premiero doživela že 3. njihova opera. Kit na plaži je nastal po istoimenskem romanu Vinka Möderndorferja, ki je opero tudi režiral. Möderndorfer je roman pred nekaj leti priredil že za gledališče. Zdelo se mu je, da zgodba prenese spremembe v opero
in tako je nastala po njegovem mnenju ena boljših slovenskih oper. Sporočilo je isto kot v knjigi, ne? Saj pravzaprav se tudi ne more biti drugače, ne? Gre za sprejemanje drugačnosti, za misel, da je pravzaprav drugačnost pomembna v našem življenju, ker naše življenje bogati, ne? Pa gre tudi seveda za empatijo. Za empatijo, da znamo čutiti drugačnost, da znamo čutiti bolečino drugega, ne? To je pomembno, ne? In prav empatije v današnjem svetu primanjkuje, dodaja. Veseli ga nova generacija odličnih pevcev, ki so tudi odlični igralci. Vlogo glavne junakinje Nike je prevzela Gaja Sorč. Ona je neka najstnica, ki hodi skozi stvari, skozi katere hodijo vsi najstniki. Torej prva ljubezen, malo nerazumevanje starši, neko to uporništvo. Po drugi strani ima pa še eno tako veliko skrivnost, ki ni to kar tako neizbrisno ali pa za nekak pomest pod preprogo, ampak je to v bistvu zelo velika stvar. Gre za bratca Igorja, ki ima Downov sindrom, Nika pa ga zato skriva pred prijatelji. Opera je sicer tako razumljiva in jasna, da tokrat nadnapisov ne bo. Tudi glasba bolj podpira igro kot igra glasbo. Seveda imamo noter arije, imamo 4 arije, imamo v dosti ansamblu, imamo neke stvari ostale, ampak ni pa to zgolj opera, da bi se sedli in čakali, da nam povejo zgodbo pripovedovalci skozi svoje petje. V Zavodu Novo mesto sicer pripravijo približno 7000 dogodkov na leto. Med njimi je nekaj posebnega, kot pravi direktor, lastna produkcija. Mi se pa trudimo, da je naša vsebina taka, ki se dotakne širše množice lahko, ki ima več globin, od filozofske do čustvene, in da človeka se dotakne ga, premakne ga, spremeni ga, čustveno pretrese in da zapušča našo dvorano kot boljši človek, kot bolj empatičen, bolj sprejemljiv do drugačnosti in do vsega sveta naokoli. Zahvala za izvedbo tovrstnih projektov gre Mestni občini Novo mesto. Njihovo delo so prepoznali tudi na Ministrstvu za kulturo, pravijo v zavodu. Če Ministrstvo za kulturo spozna en zavod oziroma neka dela in ga podpre, to je za nas potrditev, da smo že nekje na tem zemljevidu, da nekaj pomenimo, da gremo pravo pot in upam, da bomo na tej poti vztrajali, nadaljevali. Premiera manj kot 1,5 ure dolge opere bo torej v torek zvečer v Kulturnem centru Janeza Trdine. Tako so odmevale novice tedna, ki se poslavlja. Naj bo nedelja prijetna in znova nasvidenje v ponedeljek.